Zdaj, ko vam povem, kam grem danes na potep, boste rekli, kam? Grem na Ženiklovec, tudi jaz pred nekaj dnevi še nisem slišal za ta vrh, imenujejo ga tudi Veliki Javornik. Zdaj vam najbrž tudi ni veliko več jasno, kje točno sem, saj namreč v Sloveniji kar nekaj javornikov. Sem pa tule pri domu pod Storžičem. Ženiklovec pa je nekakšen vezni člen tu od Storžiča pa do Košute, torej med Kamniško-Savinjskimi Alpami ter Karavankami. Dva razloga, zakaj sem danes izbral to turo, ker gre za tako lažjo snežno turo. Našel sem jo v knjigi V zasnežene gore. No, drugi razlog pa je, da je Planinska zveza Slovenije danes pripravila tu pod domom pod Storžičem novinarsko konferenco, kjer so nam predstavili, kako po zimi varno v gore. Kakšna je oprema za lažje ture in kakšna je oprema za tiste snežne visokogorske ture. Ja, zvedeli smo veliko koristnega. Bom nekaj izjav same novinarske konference objavil vmes med videom. Torej, zdaj pa zame akcija, prvi del poti po cesti. So obuvala tisto, ki so najbolj pomembna. Gojzar čez gležnje z ustreznim podplatom, primerna oblačila s snežnim razmeram oziroma zimi primerno, bolj toplo, v ruzaku moramo imeti dodatna oblačila, moramo se zavedati, da je dan krajši, tudi če so razmere take, kot so danes, ko je praktično kopno, še vedno lahko pridemo do področij, kjer je sneg ali pa poledenitve in temu primerno mogoče moramo imeti tudi, bom vam pol pokazal, tako imenovane verige. To niso dereze, zato tudi ne rečemo derezice, ampak se zdaj nekako nagibamo, čeprav slavisti se še niso odločili, ampak od nas boste slišali bolj verige, verigice, kakorkoli, ki nekako omogočijo, da je naš korak na nekem ne preveč izpostavljenem terenu toliko soliden, da ne bomo padali z drsem. V Planinski zvezi usmerjamo posebej tiste manj izkušene, da si raje izbirajo ture, ki imajo za cilj neko planinsko kočo. Sej, a veste, če začnete s Tržiča, je do doma pod Storžičem kar en čas. Marsikje se da že z avtobusne ali pa železniške postaje iti na pot in da prideš do ene koče, nisi sicer 2408 metrov visok, ampak si na zavidljivem cilju. Pa še koča je odprta, nudi nam zavetje in tako naprej. Planinska zveza redno spremlja stanje in na spletnih straneh lahko najdete vedno stanje odprtih postojank, ki jih imamo čez 200 v Sloveniji in jih je tudi ta čas kar zelo veliko odprtih. Ne tiste v Visokogorju, ampak zelo veliko takih, ki so primerni cilji, kot je tukaj don pod Storžičem, pa na Dobrči, pa v Lipanci, na Komni, Rožnova koča, pa seveda drugi deli Slovenije, kot je Slavnik, Nanos, Snežnik, če hočete, Boč na Pohorju, Uršlja gora. To so cilji, ki jih dajmo izbirati po zim, težje zahtevne stvari, kot je tudi recimo tukaj Storžič pred nami, ki je tudi že v poletnem času, pa pustimo zares izkušene, to so pravzaprav v zimskem času alpinistične ture in mi z današnjim srečanjem pravzaprav nagovarjamo tisto veliko večino ljudi, ki hodi v hribe z manj znanja in zato naj se z manj znanja prilagodijo tudi cilju. Čeprav sem se povzpel že na 1500 metrov, pa še nisem dobil prave zimske ture. Želinkovec je lahka zimska tura, če se gre navzgor po cesti ali od doma pod Storžičem ali še nižje iz Grahovž. No, zdaj, ko še ni toliko snega, pa sem kar malce skrajšal tole cesto od doma, pa semle do Javorniškega prevala po markirani peš poti, ki seka te serpentine.
Bolj redki tule hodijo, pot je komaj da vidna, pa čeprav je markirana, je pa tudi pošteno strma, tako da sem se res segrel, kot da ne bi bili sredi decembra. Tak občutek imam, sonce me prav prijetno greje po kar številnih dneh megle v Ljubljani. Gojzar z primernim podplatom in pa z nastavkom za dereze. Vedno je treba pač že doma preveriti, ali bo šla dereza na čevelj naš ali ne. Dodatna oblačila, kjer še dodatne hlače, recimo, dodatna vetrovka, še mogoče še kakšna plast toplejših oblačil, poleg tega, kar imam že na sebi, nepremočljive, še toplejše rokavice, kapa, poleg ruzaka, pohodne palce, zdaj vidite, široka krpelca, če bi bilo več snega, taka ne gre v sneg. Ko pa se enkrat postavi po konc, kjer je možnost, da pademo, pa nam zdrsnemo in se lahko zapeljemo po snežišču, je pa čas, da damo na noge dereze, v roke cepin, na glavo pa čelado. To troje gre vedno skupaj, Praviloma s palcami in z derezami ne hodimo. Ko je možnost, da pademo, dereze gor, v roke cepin, na glavo čelado, nek tak trojček, ki ga sicer tako ne poimenujemo. Četrta stvar je potem pa naše znanje, te mogoče malo kasneje. V nahrbtniku še prva pomoč, še majčkeno bolj, bom rekel, založena, več povojev, lahko si jo prilagodimo, tudi kakšna opornice, če se kakšna kost zloma, kakorkoli, bivak vreče, če se karkoli zgodi, še mogoče dodatno alufolija. Spet, ker smo v okolici Storžiča in Košute, zemljevid, ki smo ga seveda doma naštudirali, kompas, če nam druge oblike navigacije oziroma pripomočkov za orientacijo odpovejo, GPS, ki je lahko sicer tudi na telefonu, na telefonu so lahko tudi aplikacije, ampak kot je bilo že rečeno, na telefon lahko crkne, ni signala, zato rabimo tudi dodatne baterije za eno ali drugo napravo. Vedno poskrbimo, da so baterije napolnjene in kot je bilo že rečeno, telefon recimo je najboljš, ko ga ne uporabljamo, dati na airplane mode in nam takrat baterije ne bo žrlo. Topel napitek, dovolj hrane, dovolj energetske hrane, smo rekli brez energetskih napitkov pa alkohola, potrebujemo pa tudi plazovno opremo, plazovna žolna, sonda in pa lopata, doma preverimo baterije, pozabil sem še omeniti sončna očala, mogoče še bolj konkretna smučarska ali pa še očala z še bolj močnim faktorjem za zaščito proti soncu, sončna krema po potrebi. Zdaj pa mogoče še ta najbolj bistveno. Pri planiranju take ture je imeti to en izmed pogojev, da sploh gremo na turo. Zlasti tehnično opremo, pa tudi pripomočke za navigacijo, že zemljevid, vse to se je treba naučiti. Zato pa imamo planinska društva, kjer imamo določena usposabljanja za določeno udejstvovanje v gorah. Evo me na velikem javorniku, 1716 metrov je visok tale vrh tule med grebenom Košute na severu ter Storžičem ter Kriško goro na jugu. Na vzponu se je lepo videla tudi Kočna in ostali vrhovi tu v Kamniško-Savinjskih Alpah. Z Javniškega prevala sem potreboval še skoraj 1 uro, so pa tam 3 možne poti. Najbolj pametno je, da zberete čisto levo, najprej proti planini Javornik in se s planine povzpnete navzgor. Čisto desna pot ni prava, tista gre proti Stegovniku. Sam pa sem izbral srednjo pot, srednjo vlako, ki pa se pod vrhom kar zgubi in je treba iti v strm
klanec, tako da je res bolje najprej do planine Javornik in nato navzgor. Sam bom zdaj sestopil na planino Javornik in potem po cesti v Grahovšek, kjer imam avto. Od samega doma pod Storžičem pa je do sem 550 višinskih metrov in kot sem dejal, slabi 2 uri vzpona. Še več lahkih zimskih tur je tu v bližini, Kriška gora, Dobrča, Zelenica, Stari Ljubelj. Bom spodaj opis videa naredil še en kratek seznam, kam še po zimi, po snegu, da ni tako zelo zahtevno. Zagotovo letos naredim še kakšno turo. Predvsem se mi zdi, da je najboljši ta napotek, da greste na tako turo, za katero veste, da jo boste zmožni, da ni prezahtevna, če seveda niste za tiste prave gorniške, alpinistične, visokogorske ture. Pozimi je lepo tudi na takšne krajše, nižje hribčke, recimo lahko tudi na Pohorje ali pa kam proti Primorske. Slovenija je velika, vedno se najdejo lepe ture za vse letne čase. V uri in pol sem se stopil z planine Javornik do Grahovšk, kjer imam parkiran avto na urejenem parkirišču v kamnolomu na koncu vasi. Mislim, da je 3 ure 45 celodnevno parkiranje, 6-kilometrski sestop, malo po pešpoteh, malo pa po cestah oziroma vlakah. Nekje so markacije, spet drugje jih ni, tako da na celotnem tem krogu si je treba malo pomagati z zemljevidom, sicer bomo naredili še kakšen kilometer več od doma. Pod Storžičem sem šel po drugi strani gor, tam je bilo 4 kilometre. Tule se držimo tabel za lom ter za kmetijo Rekar in pridemo v dolino.